kakšno je danes vreme? Lepo seveda. Tekači imamo z vremenom veliko srečo. Lepo vreme imamo dobesedno skoraj 365 dni v letu. Sem Urban Praprotnik, tekaški trener Intersport. In v tem filmčku vam bova dala 5 nasvetov, da bo tudi za vas skoraj vsako vreme primerno za tek. Sem Jasmina in se z Urbanom popolnoma strinjam, da je lepo teči v sončnem, oblačnem, vetrovnem, deževnem in celo v snegu. V vsakem vremenu se lahko namreč zelo razvedrimo prav s tekom. Prvi nasvet. Kdaj je vreme slabo? Vreme je slabo, ko nas onemogoči, da bi počeli to, kar smo si zadali. Ker pa lahko zelo dobro tečemo tudi v dežju, snegu in vetru, je napaka, da bi tekači stokali nad takšnim vremenom. Za tek je na primer vreme slabo le v primeru žleda ali ko je ozračje tako naelektreno, da udarjajo strele. Ali pa, ko je zrak res preveč onesnažen. Drugi nasvet. Kako se obleči za mrzlo vreme? Preprost odgovor je toplo, vendar pa imamo pri tem poseben izziv. Kajti za vsako minuto teka se mi dodatno od znotraj ogrevamo in nam lahko kmalu postane preveč vroče, zaradi česar se začnemo zelo potiti. Zato se lahko oblečemo na primer na 2 načina. Prvi način je, da se oblečemo toplo, vendar v večjih plasteh, ki si jih sproti z našim ogrevanjem slačimo in na primer zavežemo okoli pasu. Drugi način pa je bolj asketski. Pri njem se oblečemo tako, da nas na začetku sicer zebe, vendar računamo na to, da nam bo čez 10 minut teka postalo ravno prav toplo. Ko gremo na lahkotnejši tek, bi priporočal prvi način. Ko gremo bolj zares, pa drugega. Ko je zelo mraz, je čas za debelejšo tekaško kapico. Če ni prehudo, pa sta tanjša kapica ali pa celo kapica s šiltom čisto fajn. Tudi debelino rokavic prilagodimo našim izkušnjam. Eni rabimo debelejše, medtem ko drugi tekači tudi v zelo hladnem vremenu kar žarijo v prste. In rokavic ne potrebujejo. V mrzlem in mokrem vremenu nam toplo priporočam vodoodporne tekaške copate. Za mraz pa oblečimo tudi dolge, debelejše tekaške hlače. V mrzlem nam pride lahko zelo prav tudi tekaška rutka, ki jo lahko uporabimo na zelo različne načine. Z njo si zaščitimo na primer vrat, nadomestimo kapo ali pa se pokrijemo čez obraz. Ko pa je ne rabimo, pa si jo preprosto nadanemo okoli roke. Tretji nasvet. Kako se obleči za deževno vreme? V dežju seveda ne tečemo z dežniki. Kapica s šiltom dežnik prav dobro nadomesti. Ta je še zlasti koristna za tiste, ki tečemo z očali. Ko je bolj toplo deževno vreme, se nič ne obremenjujemo. Takrat je dež kvečjemu zelo dobrodošel in nam pomaga ohranjati primerno telesno toploto. Pri hladnejšem deževnem vremenu pa pride zelo prav oprijeta majica z dolgimi rokavi in čez še vetrovka. Četrti nasvet. Kako se obleči za sončno in vroče vreme? Preprost nasvet bi bil, da se oblecimo čim manj. Ampak ko je sonce močno, je za našo kožo dobro, da je zaščitena. Za daljše, zelo sončne teke tako najraje uporabim trak s šiltom in svetlo majico z dolgimi rokavi. Če si majico med tekom polivamo z vodo, nas lahko ta dlje časa ohlaja. V zelo vročem, a ne sončnem vremenu pa tecimo z majico brez rokavov. In zadnji, 5. nasvet. Kaj je tek v težjih vremenskih razmerah? Ja, tek v takem lepem vremenu je prav fajn. Ampak, ko dežuje, sneži, je pa to tek z dodano vrednostjo. Takrat namreč krepimo naš pozitivni slog razmišljanja. Tecimo torej v vsakem lepem vremenu, tudi v dežju. V naši omari imejmo tekaška oblačila za vse vremenske razmere. Pri zahtevnejšem vremenu pride to še kako prav. Pa ne pozabimo, tek v dežju in mrazu je tek z dodano vrednostjo. Vabiva vas, da si pogledate naslednji filmček, kjer bova podala 5 hitrih nasvetov, kako izbrati nove tekaške copate. Pa dober tek!